Drugi rebalans je potreben za normalno delovanje občine, saj je šele z njim možno nadaljevanje določenih projektov, izpostavlja Kastelic. To je od kanalizacije pa še nekaj načetih projektov, ki nujno potrebujejo tudi drugi rebalans. Potreben je pa tudi zato, da smo točno ocenili, kakšno je stanje glede te večjih investicij in pa tudi potem možnosti za zadolževanje. Načrtujejo 6,7 milijona evrov prihodkov, 8,7 milijona evrov odhodkov in skoraj 1,3 milijona evrov zadolževanja. Kar 6 milijonov odhodkov je investicijskih, največji projekti pa so izgradnja nove osnovne šole z vrtcem in naložbe v industrijski coni. Ta drugi rebalans je po moji oceni glede finančnih sredstev, kar sem že jaz kar dolg časa v mene peče, mislim, da je eden večjih oziroma celo največji po višini finančnih sredstev, ki so namenjene na odhodkovni bazi in pa normalno tudi na prihodkovni moramo zagotoviti uravnoteženost. Sicer pa je Kastelic, ki je bil izvoljen za župana na predčasnih županskih volitvah 11. marca, na seji izpostavil, da želi biti župan vseh Mirnopečanov.